Ta projekt ima dva dela. Eno je bolj strokovni del, kjer pomagamo občinam oziroma skupnosti, in to pomeni lahko tudi več občin, konkretno recimo 3 občine Miranske doline, Šentrupert, Mokronog, Trebelno in Mirna, da naredijo skupen lokalni energetski trajnostni koncept v smislu, da se naredi energetska bilanca in da se poskuša iz lokalnih virov te potrebe čim bolj pokriti. In drugo je Liga prvakov obnovljivih virov energije, to je ta brošurica, ki ste jo dobili. To tekmovanje smo mi povezali z razpisom energetike.net, energetsko učinkovita občina. V lanskem letu smo prilagodili vprašalnik in zbiranje podatkov evropskim normativom, tako da v tejle brošurici še ni slovenskih občin, medtem ko v letu 2014 pa že bodo. In glede na podatke, ker sem pač bil v komisiji, ki je ocenjevala rezultate, mislim, da bi lahko občine Ptuj pa občina Krško recimo, glede na rezultate, ki smo jih lani od njih dobili, se v lanskem letu uvrstili na 2. mesto v svojih kategorijah, ne ravno na 1. mesto. In tako da letos bomo lahko sodelovali in tudi bili na razglasitvi, ki bo v tednu trajnostne energije v juniju mesecu v Bruslju tudi spodobno zastopani. Tlele bi vas opozoril v tejle brošurici na eno zgodbo, namreč med temi absolutnimi zmagovalci so občine, torej Avstrija, iz Avstrije, Nemčije in Francije, ki imajo od 1700 do 2500 prebivalcev. Zgleda, da so take občine tudi organizacijsko najbolj ali pa bolj učinkovite. Mislim, mi bi pa pri nas kar na počez ukinjali zadeve, ne da bi se poglobili, ali je neka skupnost učinkovita, ampak mi bi kar potegnili črto pa rekli, ne vem, do sem ploščice naprej bomo pa pleskali, ne vem. Zadeve je treba malo drugače obravnavati. In če zunaj lahko majhne občine funkcionirajo, je treba potem pogledati, zakaj zunaj lahko, zakaj pa pri nas ne. In videti, kje so tiste koristne stvari, ki se jih lahko naučimo in jih potem tudi ustrezno prenesemo v svoje sredine. No, znova je 10 držav, znova je 12 okoljskih organizacij. No, predvsem pa je želja, da se bi čim več naših občin povezali v konvencijo županov. To je pa zdaj že kar okrog 5000 občin Evrope povezanih. V Sloveniji je v zadnjem letu naraslo število 12 na 18 občin. Bistvo je, da si občine med sabo pomagajo pri dopolnjevanju recimo slovenskih lokalnih energetskih konceptov v trajnostne energetske akcijske načrte, pomeni, da izdelajo tudi bilanco izpustov ogljikovega dioksida in da potem se načrtujejo ukrepi, kako te izpuste pač zmanjšati na evropske cilje do leta 2020 in nadomeščati z lokalnimi obnovljivimi viri, skratka, da se tudi občine začnejo resno ukvarjati z svojo lokalno energetiko. No, glede tega tekmovanja sem povedal. No, tukaj bi moral opozoriti na naslednjo zgodbo, da je slovenska statistika, torej energetska statistika, ki jo dela Statistični urad Slovenije, za kakršnokoli resno načrtovanje na nivoju občine popolnoma neuporaben. Vsi podatki so agregirani na nivoju Slovenije, nimamo jih niti razdeljenih na regije, kam šele na občine. To je prva zadeva. Druga zadeva je, da nimamo, potem, ko smo šli gledati podatke oziroma, ko občine zbirajo podatke, ni podatkov o površinah, torej kolektorjev sončne energije. Ne vemo,
To se dela po občutku. Potem nek podatek je iz 2 let star iz EU tega opazovalca, observerja, ampak je izračunan na količini prodanih, torej na prodajni količini za celo državo površin in to je nemogoče potem razdeliti po regijah ali pa po občinah. Enako velja za moč toplotnih črpalk. Je agregirana na nivoju, torej, ki so ga dali prodajalci oziroma uvozniki in tega spet ta podatek bi bil zanimiv na nivoju planiranja v občinah, je popolnoma neuporaben. Skratka, ena od zadev, ki jo moramo, mislim, če zadeve uravnavati, ravnati za njimi, ukrepati, potem moraš imeti vhodne podatke ustrezne, tega pa naša državna statistika ne daje in tudi recimo zdajle sem pregledoval 12 lokalnih energetskih konceptov, spet od izdelovalca do izdelovalca se razlikuje, obdelane so morda torej javne stavbe še kvalitetno, zasebna stanovanja, okolikor gre za večstanovanjske objekte, kjer so zbirne podatke dajali upravitelji stavb, ja, če gre za naselja individualnih stavb, torej hiš, teh podatkov ne dobiš, da bi bili uporabni. Podjetja so se odzivala na ankete ali se niso in so energetske bilance občin, mislim, take, da ne vem, delane, da bi se šli slepe miši za zavezanimi očmi. No in še eden cilj tega projekta je, torej v Franciji se začela širiti in je, mislim, v 7-8 državah Evropske unije dost razširjena organizacija Ruraner, to je mreža malih podeželskih skupnosti za energetsko nevtralnost. Mi želimo ustanoviti kot obliko civilne družbe, klube za energetiko na podeželju. V prvi korak je, da bi povezali strokovnjake in tiste, ki jih zadeva zanima, kot en del torej kot del civilne družbe v tistih sredinah, kjer so organizirane lokalne energetske agencije. Skratka, da bi tam, kjer se že nekje organizirano proučuje recimo delovanje občin na energetskem področju, da bi se pa tudi civilna družba organizirala, recimo tako kot smo slišali, mlade iz Brkinov, skratka na njihovem koncu dela goriška lokalna energetska agencija in recimo tako zgodbo tega vetrnega polja bi bilo dobro tudi ne na nivoju vročega ozračja zainteresiranih kapitalsko, pa tistih, ki se bojijo, da jim bo, ne vem, dejansko šumelo v ušesih, ampak da se skuša ena zadeva malce iz različnih kotov osvetliti, videti in potem pride do neke ustrezne za vse sprejemljive odločitve. Tukaj imamo po naših občutkih premalo možnosti in civilna družba pa praktično sploh ne, ampak prihajajo potem samo civilne iniciative, ki se pa dostikrat obravnavajo kot skupine ekstremistov, po domače povedano. No in to je to. Skratka, to so projekti, ki jih trenutno vodi Slovenski e-forum. Povedal bi pa tudi, da smo zdajle za naslednji 2 leti v okoljskem centru se zavezali, da bomo imeli 2krat po 7 diskusij na temo, torej v letošnjem letu nacionalne, torej slovenskega energetskega koncepta in novega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost do leta 2020, ki mora biti objavljen. V naslednjem letu pa tudi delavnice o tem, kako naj bi porabljali
na področju energetike kohezijska sredstva iz naslednje 7-letne perspektive. Hvala za pozornost.